Spoštovani gosti, na prizorišče prihaja predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, ministrica za obrambo gospa Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, župan občine Ig, gospod Janez Cimperman, poveljnik prve brigade Slovenske vojske, brigadir Roman Urbanč in predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, dr. Igor Potočnik ter vsi ostali prisotni. Na tem mestu smo se zbrali, da počastimo 25. obletnico samostojnosti Republike Slovenije in se spomnimo dogodkov, ki so zaznamovala naša življenja. Z ustanovitvijo učnih centrov teritorialne obrambe tu na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru je slovenski narod prvič v svoji zgodovini dobil svoje mirnodobne vojake. 510. učni center na Igu je začel delovati maja leta 1991. Vanj se je naselilo 45 starešin in 8 zaposlenih ter 180 obveznikov, bodočih vojakov teritorialne obrambe. Sam učni center Ig, predvsem pa mlade nabornike, so zaradi bližine vojašnice na Vrhniki ves čas varovale enote teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine in posebnih enot milice, saj je jugoslovanska ljudska armada poskušala v kali zatreti željo slovenskega naroda po svoji vojski. Tudi tu na Igu ni vse potekalo mirno. Tako kot v Pekrah so tudi temu učnemu centru grozili, da ga bodo zravnali zemljo. Že 27. junija 1991 sta proti učnemu centru poletela 2 z raketami oborožena helikopterja Mi-8. Enega je protiletalska obramba sestrelila, drugega pa so poškodovali padajoči deli sestreljenega. Zaradi tega dogodka so se naborniki umaknili na vojno lokacijo na območju Kočevske reke. Proti koncu vojne 4. julija 1991 so vojake napotili na kontrolne točke na meji s Hrvaško. Na mejne prehode Dragonja, Podgrad, Jelšane, Brod na Kolpi, Metlika, Obrežje in Dobova. Bili pa so tudi v Kropi in Dražgoša. 12. julija 1991 pa so se vrnili nazaj v učni center Ig in nadaljevali z usposabljanjem. Zaradi spomina na te dogodke območno združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin postavlja to spominsko obeležje v spomin in opomin, da se na tem lepem koščku naše zemlje vojne grozote ne bi več dogajale. O dogodkih v 510. učnem centru Ig v najnežnejših trenutkih mlade države prisluhnimo tedanjemu pomočniku poveljnika za usposabljanje in operativne zadeve v 510. učnem centru, gospodu Dušanu Hudolinu. Dragi gostje in obiskovalci, lepo pozdravljeni. Slovenski narod je v svoji zgodovini preživel marsikatero hudo preizkušnjo. Med zadnjimi sta bili tudi priprava podlag za osamosvojitev Slovenije in osamosvojitev leta 1991. S sprejetjem idejnega projekta organiziranja usposabljanja rekrutov izven JLA v organizaciji republiških organov je bil konec septembra 1990 postavljen temelj za napotitev nabornikov na služenje vojaškega roka. Služenje je bilo organizirano v 2 učnih centrih, na Igu in Pekrah, kjer so bili zagotovljeni minimalne razmere za začetek vojaškega usposabljanja. S sprejetjem ustavnih amandmajev je skupščina odločila, da sta služenje vojaškega roka in vodenje teritorialne obrambe izključno v pristojnosti Slovenije oziroma da je celotna manevrska struktura narodne zaščite z enotami in štabi prešla v sestavo nove slovenske TO, ki je skupaj z milico usklajevala
obrambne akcije. Tako so bili izpolnjeni pogoji za učinkovito obrambo. Preprosto. Bila je vojna. Na eni strani so stali teritorialci in milica s svojo oborožitvijo, na drugi pa organizirana JLA, za katero smo lahko le ugibali, kako daleč bo šla. In 27. junija 1991 je bil poseben. Večina je bila še pod vtisom razglasitve slovenske samostojnosti v večernih urah 26. junija, ki so ji že grozili nizki preleti letal JLA in napovedali zaostritve in spopad. Dežurni v enotah pa so že spremljali poročila o neposrednih vojaških grožnjah in napetostih. Še malo po polnoči je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Nekoliko pozneje je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Tanki in oklepniki iz Maribora so prodirali proti Šentilju in Dravogradu. Pripadniki učnega centra, naborniki in moštvo, ki je center varovalo, smo z negotovostjo spremljali poročila o posamičnih spopadih in napetostih. Vse nas so ta poročila še toliko bolj vznemirjala, saj smo bili še vedno pod vtisom pekrskih dogodkov 23. maja oziroma odziva JLA, ko je ta obkolila učni center in so se njegovi branilci skupaj z domačini temu uprli. In zakaj stoji to spominsko obeležje prav na tem kraju? Preleti helikopterov nad Ljubljanskim barjem v smeri proti Vrhniki so se vrstili skoraj ves dan. Protizračna obramba je izsledila ciljem, a ni delovala, ker je povelje za delovanje prišlo šele v poznih popoldanskih urah. Približno ob 8:20 je bil na večji razdalji nad Ljubljanskim barjem opažen helikopter, vendar je odpovedal napajalni sistem rakete. Napaka je bila odpravljena in okrog 18:35 je bil nad barjem sestreljen eden izmed 3 helikopterjev Mi-8, ki so najverjetneje imeli nalogo uničiti tako učni center kot tudi naselje Vrh. Vsaka vojna je kruta in povzroča žrtve, tako tiste, ki padejo v boju in njihove svojce, kot tiste, ki so morali ubijati. Počastitev spomina na posamezne dogodke tega obdobja je sestavni del naše zgodovine, zato je pomembno, da ti dogodki niso prepuščeni dnevni politiki ali dnevni naklonjenosti oziroma všečnosti. Tudi ta dogodek spada med tiste kamenčke, ki sestavljajo solid mozaik boja za samostojno Slovenijo. Naj ne bo nikoli pozabljeno. Spomin in opomin. Hvala lepa. Hvala torej za besede, ki jih je zapisal gospod Dušan Hudolin in da je svoje spomine delil z nami. Sedaj pa prosim župana občine Ig, gospoda Janeza Cimpermana, poveljnika 1. brigade Slovenske vojske, brigadirja Romana Urbanča, predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljana, doktorja Igorja Potočnika, da odkrijejo spominsko ploščo, vgrajeno oproti tankovsko oviro, ki je tudi stara 25 let, kot piše na plošči. V spomin in opomin vsem, da se vojne grozote ne bi nikoli več dogajale. Zastavo Republike Slovenije bo sprejel gospod Janko Petrovič, vodja izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu, kot simbol skrbništva za ta pomnik dogodkom izpred 25 let. Krasti, zdrav! Spoštovani, ob zaključku tega spominskega dejanja pa še pesnikova misel. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, po zimi do snežne kraljice.
V knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič, do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Tone Pavček. Vse vas pa zdaj vabim na sosednji prireditveni prostor, kjer bomo s prvo generacijo nabornikov in njihovih starešin v 510. učnem centru na Igu podoživeli njihove spomine na dogodke pred 25 leti. Pa srečno, Slovenija!